Za ekonomsko in politično suverenost sleherne države je nujno, da je vodenje države in izvajanje javnih storitev, ki so naše skupno dobro, usklajeno z delovanjem gospodarstva in z njegovimi sposobnostmi, kompetencami za rast in razvoj. Zato Gospodarska zbornica Slovenije nasprotuje selektivnemu dvigu nižje stopnje davka na dodano vrednost, ki ima zanemarljive učinke na proračun, pomeni pa bistveno večje dodatno breme gospodarstva. Podpira pa vse premišljene rešitve za sanacijo slovenskih sistemskih bank, za sprostitev kreditnega in lastninskega krča, ki bodo povečale zaupanje v Slovenijo doma in v tujini, vendar ob tem pričakuje, da bo slaba banka pomenila neodvisno, strokovno najbolj kompetentno in politično neodvisno institucijo. V začetku oktobra so se podjetniki srečali z Davidom Kučinom, predsednikom Gospodarske zbornice EU na Kitajskem, ki je na podlagi izsledkov raziskave med evropskimi podjetji delujočimi na kitajskem trgu predstavil aktualne razmere kitajskega poslovnega in investicijskega okolja. We identify issues, we address concerns, and at the end we address recommendation to Chinese authorities. Tema japonsko-slovenskega tehnološkega srečanja na GZS o podpisu sporazuma o sodelovanju med Tehnološko agencijo Republike Slovenije in Japonsko agencijo za nove energetske in industrijske tehnologije NEDO so bile tehnologije za pametna omrežja in pametne hiše. Predstavila so se tako slovenska kot japonska visokotehnološka podjetja, ki že sodelujejo oziroma so zainteresirana za sodelovanje v skupnih tehnoloških iniciativah na tem področju. Slovenske IKT firme, to je pač združene v klastru Zitexa, računamo na to, da mogoče skupaj lahko zastavimo določene pilotske projekte. Klic Afrike so na Centru za mednarodno poslovanje GZS poimenovali poslovni zajtrk, na katerem so bile predstavljene poslovne priložnosti v Gvineji, Gambiji in Gvineji Bisau. S vključenostjo v različne mednarodne organizacije in z željo po razvoju vse 3 zahodnoafriške države sodijo med potencialno zanimiva tržišča tudi za slovenska podjetja. V prvi vrsti bi seveda šlo tudi za neke vrste center slovenskih izdelkov, center slovenskega znanja, ki bi ga predstavili v določenih državah. Magister Damir Devčič, ki je 4 leta delal kot ekonomski svetovalec na slovenskem veleposlaništvu v Berlinu, pa je predstavil možnosti gospodarskega sodelovanja na nemškem trgu. Jaz sem vedno govoril, da so priložnosti v Nemčiji očivanke pa do vesoljske tehnologije. Slovenijo je obiskal Hans Lindberg, državni sekretar Ministrstva za finance Švedske, ki je gospodarstvenikom na Gospodarski zbornici Slovenije predstavil izkušnje Švedske pri prestrukturiranju države in prilagajanju na krizne razmere. I think it's important for the whole of Europe, all the countries in Europe, to continue on with the reforms. Center za odličnost v menedžmentu Evoli in GZS sta pripravila seminar mednarodno priznanega avtorja in poslovnega svetovalca Klausa Müllerja o čustveno inteligentnih podjetjih in vodenju. I have to make sure that people bring their heart to work. And if you have a company where everyone is prepared to do their best, they are committed, they are responsible, they are loyal, you'll have a better company. Več kot 100 predstavnikov podjetij, pristojnih državnih organov in javnih služb se je zbralo na slovensko-hrvaškem posvetu o ravnanju z odpadki iz plastičnih mas, ki ga je pripravilo GZS, Združenje kemijske industrije. Srečanje je bilo odlična priložnost za izmenjavo izkušenj, Evropsko združenje za plastiko pa je na posvetu predstavilo tudi pobudo Nič plastike na odlagališčih do leta 2020. So we have to do everything to collect the waste and motivate everybody for a proper waste management. Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav, ki deluje pri GZS zbornici elektronske in elektroindustrije, je pripravila konferenco Dan najboljše prakse, na kateri so predstavniki slovenskih podjetij številnim udeležencem predstavili najboljše prakse na področju stalnih izboljšav ter prizadevanja za operativno in poslovno odličnost. Prispevki so bili zelo kvalitetno pripravljeni, tudi pogovor, vprašanja so bila konstruktivna.
V okviru prvega mednarodnega foruma Management Consultinga in Festivala znanja je GZS Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti organizirala konferenco Trg znanja in novi poslovni modeli z vrsto primerov dobre prakse domačih in tujih strokovnjakov. Svet je globaliziran in zdaj, da govorimo o podjetništvu, regionalnem, ampak globalno podjetništvo, zato potrebujemo drugačne kompetence, drugačne organizacije. Ob 20-letnici delovanja so bile podeljene tudi nagrade in priznanja Združenja za Management Consulting Slovenije. Posebno nagrado Feniks 2012 za dolgoletno strokovno delo je prejel Stojan Gorup. Medtem, ko smo se na začetku učili od drugih, od Italijanov in ostalih, da zdaj lahko celo prenašamo naše znanje v države bivše Jugoslavije ali pa tudi širše. GZS Zbornica računovodskih servisov je v okviru svojega 14. kongresa podelila nagrade za najračunovodski servis 2012. V kategoriji mali je komisija izbrala podjetje Karmen iz Lukovice, v kategoriji srednji je nagrado prejela Replika iz Ljubljane, v kategoriji veliki je naslov najboljšega pripadal ljubljanskemu računovodskemu servisu Registrator. Meni osebno in podjetju pomeni ta nagrada velik izziv, se bomo nenazadnje mogli upravičiti tudi v naslednjih letih to nagrado in si želim, da bi strokovnost in pa etiko še nadgrajevali v našem kolektivu.